Jaz iskreno sem povsem zgubljen, ko mi govorijo levo, sredinsko, desno, levo. Kaj, če si vernik, si desno, če si nisi vernik, si levo. Jaz tega sploh ne razumem, ne, kaj je levo, desno, realno. To so stvari, ki so družbeno pojavno, nemogoče. Enostavno so fizikalno nemogoče. Zdaj lahko mi to o tem sanjamo, ne. Živa bitja smo ustvarjena zato, da se vsak dan borimo za obstanek. Zadnjič mi kolegica rekla, malo gotovince mora biti, ne. Dobrodošli v bonus epizodi podcasta Tedenski safari. Ob nama tokrat poseben gost, gospodarstvenik, menedžer, predsednik uprave oziroma po domače prosto po nekdanjem ministru Vizjaku. Tisti, ki ima jajca politiki povedati v obraz tisto, kar ji gre, oziroma kakšno je stanje v državi, česar očitno na Gregorčičevi in Šubičevi vedno ne vidijo povsem jasno. Blaž Brodnjak, dobrodošli na safariju. Hvala lepa, dober dan. Zdaj, človek vašega kova je verjetno videl že, si mislim, lep del sveta. Je bil med temi deli tudi kak safari? Ne. Razen če šteje, da je to obisk domače kmetije vsak vikend, ker zrejamo 12 do 15 glav goveda v ekološkem zrejenem kontekstu. Evo, potem je to za slovenski safari. Torej. Za vas na nek način premiera na safariju. Gremo najprej na zelo aktualno temo. Predsednik kluba slovenskih podjetnikov SBC Joc Pečečnik je minuli teden razburil velik del gospodarstva z izjavo: Golob in njegova vlada sta za podjetnike in obrtnike naredila to, kar do zdaj ni naredila še nobena vlada. Hvalospev, za katerega so nekateri mislili, da je posledica hekerskega napada, Gospodarska zbornica je celo rekla, da gre za 1. aprilsko šalo, je letel na zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku, shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih. Povejte, kako je vam sedla ta izjava? Torej, jaz se ne bom opredeljeval do potez predsedniku drugih združenj, jaz zastopam Združenje bank, seveda. Domnevam, da je med člani tega združenja pač završalo, glede na odzive. Namreč Slovenija je predvsem ključno vprašanje, ali mi si želimo imeti, oziroma na kak način bomo Slovenijo pripeljali oziroma tu spodbujali delovna mesta z visokimi plačami. Ne. So tudi vam zazvonili telefoni ob tem? Seveda, ampak kot rečeno, se do tega nisem opredeljeval. Bi ponovil, ali si v Sloveniji, oziroma a imamo strategijo, kako bomo v Sloveniji zadržali delovna mesta z višjimi prejemki in ali si to sploh želimo. Iz tega izhajamo, gospodarstveniki in podjetniki. Zato, ker se izhaja iz tega seveda, zato, da se na trgih lahko uspešno pozicioniramo ob dejstvu, da je Slovenija majhno odprto gospodarstvo. In s tem eno od najbolj izpostavljenih dejansko v svetu, ko gre za mednarodno konkurenčnost. Nominalna vrednost izvoza leta 2024 je presegla 80% bruto družbenega proizvoda. Dejansko smo med verjetno 3 najbolj odprtimi gospodarstvi na svetu. In podjetniki pač na trgu delujejo in vedo, kako težko je tam diktirati cene, kako težko je razvijati konkurenčne produkte. In v zadnjih nekaj letih dejansko so se nekateri elementi konkurenčnosti bistveno spremenili. In zdaj govoriti o tem, da se spremeni na boljše, je težko. Bi se strinjali, da je bila neke vrste škoda narejena v osnovi, ker povprečnemu državljanu nastane ta vtis zlizanosti med gospodarstvom in vladajočo politiko. Verjetno je to zabolelo gospodarstvenike glede na razmere. Gospodarstveniki predvsem se odzivajo na to, kar se je dogajalo v zadnjem obdobju. In en ukrep pač ne prinese, ena lastovka nujno ne prinese pomladi. To je v bistvu odziv. Seveda je tudi kak ukrep, ki verjetno bo deloval pozitivno in spodbudno, ampak je potrebno pogledati množico drugih ukrepov, ki so bili v zadnjih letih sprejeti, s katerimi je pa konkurenčnost, mednarodna konkurenčnost dejansko upešala. Zdaj, če to lahko poskušamo zelo enostavno ponazoriti, vsi si želimo seveda visoko blagostanje, nek soliden standard socialne države, ki ga pa seveda moramo sfinancirati. In mi to sfinanciramo seveda s tem, kar na trgu ustvarimo. Dejansko. In kar lahko na slovenskem domačem trgu, ki je majhen, ustvarimo relativno malo, smo zelo izvozno odvisni. In zdaj, izvozniki seveda, kot rečeno, ne morejo diktirati cen na podlagi lastne izbire, ampak so soočeni z globalnim konkurenčnim okoljem, kjer seveda morajo biti pri višji kakovosti cenovno konkurenčni. In če se ti zdaj zgodi, da se ti zaradi mnogih drugih ukrepov tega, strošek enega pomembnega proizvodnega faktorja, in to je strošek dela, ad hoc čez noč praktično, bistveno povišča, ti tega ne moreš prevaliti v cene. To pomeni, da ti samodejno moraš odravnati, da likvidnostno pokrivaš to povišanje stroška za delo. Povsem legitimno, želimo ljudi plačati več, neto.
Ampak če to pomeni bruto večjo obremenitev za podjetje, skupni strošek višji, potem imaš manj na razpolago denarja za vlaganja v razvoj novih proizvodov in rešitev, s katerimi bi upaš lahko dosegal višje cene. Ne? In je to neke vrste negativna spirala, ki jo ni tako preprosto premostiti. Ne? Zdaj, če pogledamo tudi strukturo v samem obsegu zaposlenosti aktivne populacije, recimo teh, ki so zaposleni v tržnih dejavnostih, ne? In tu zdaj vedno skušam ponazoriti z denarnim tokom, z vsem dolžnim spoštovanjem. Imamo veliko potrebo po javnih uslužbencih. Imamo veliko željo po visoko kakovostnih storitvah teh javnih službencev. Želimo, da so dobro plačani. Želimo, da so seveda primerljivo plačani kot v zasebnem sektorju. Če so pa poprečni prejemki v javnem sektorju skoraj 30% višji kot v tržni dejavnosti in če obseg zaposlenih v javnem sektorju se povišal toliko, da je praktično presegel obseg tistih v tržnih dejavnostih, so se podprle škarje v denarnem toku. Od tod izhaja proračunski primanjkljaj. Mi lahko seveda napajamo proračun in s tem socialne blagajne, z dvema bistvohodnima ključnima komponentama. Eno so davščine, davki in prispevki, drugo pa je dolg. In seveda, ko imamo proračunski primanjkljaj, lahko to nastavimo s še dodatnim višanjem davkov, kar seveda je težko, če govorimo o delu, ki je med najbolj obdavčenimi na svetu, ali pa z zadolževanjem. In mi se spomnimo leta 2013, recimo, ko smo imeli težavo z izdajo obveznice pri 10 milijardah dolga, in to je bilo takrat manj kot 40% bruto družbenega proizvoda, danes ga imamo 68 milijard, kar je 68% bruto družbenega proizvoda, kar se zdi relativno malo v primerjavi z nekaterimi velikimi zahodnimi gospodarstvi, nerazvitimi gospodarstvi, ampak seveda mi smo majhni in mi teže diktiramo pogoje. In kjer je glavni izziv, jaz vidim, da pri polni zaposlenosti praktično se odpremo skoraj 3% proračunskemu primanjkljaju, je ta, da nimamo rezerv. Spomnimo se leta 2015, ko je bil dosežen vrhunec brezposelnosti v Sloveniji. Takrat je bilo več kot 143 tisoč brezposelnih. Zdaj jih je skoraj 100 tisoč manj. Predstavljamo si, da je 100 tisoč v glavnem iz tržnih dejavnosti, ker v javnem sektorju ni bilo odpuščan, kar naenkrat nima več kruha. Za te ljudi gospodarstvo ni sposobno plačevati prispevkov, davkov in prispevkov, kar pomeni, da je tu seveda luknja v javnih blagajnah. Potem pa je tem ljudem seveda treba dati socialni transfer, saj neko prehodno obdobje, se pravi nadomestila za nezaposlenost, ali pa jih zaposliti v javnem sektorju, kar pa pomeni, da vzameš denar iz javnih blagajn. Se pravi, je dvojno negativen učinek. In gospodarstveniki zgolj na to opozarjamo. Mi se zavedamo, kaj pomeni poslovati z rezervami za ekonomske cikle. Nažalost imamo dve brutalni izkušnji za seboj. Prva je bila razpad Jugoslavije, druga pa seveda velika finančna kriza in tam smo se pač morali veliko naučiti. Zdaj, podjetniki ste običajno zelo previdni, ko gre v izjavah o politiki oziroma o odnosu do politike. Nenazadnje verjetno lahko tudi nekatere vaše zelo odmevne izjave pravzaprav pripišemo temu, da so recimo 4 leta dobesedno za nami aktivnega slabšanja poslovnega okolja na še več let podlage. Predlagam, da si najprej pogledamo 2 izjavi, pa jih potem pokomentiramo. Kar me pa res prizadene, so pa da javna označevanja in šikaniranja. Dragi lastniki, dragi direktorji, mi je zelo žal za vas. To se bo zgodilo. Lastniki, niste želeni, direktorji, niste želeni, podjetniki, niste želeni, zdravniki, ne bodi ga treba, vi ste itak živali, amfibije. In ko aktivno, lahkotno, pred obrtniki in podjetniki, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, rečete, optimirajte se v tujini. Takim kot je Brodnjak, poči srce. Hvala. Današnje srečanje pa lahko po povedanem zaključimo s tem, da ugotovimo, da pa je daleč največji izziv, ki ga imamo. Daleč največji izziv v tem, da v nastopih visokih predstavnikov trenutne administracije, ko se opredeljujejo do podjetništva, mogoče iz besed in obrazne mimike v teh nastopih zaznati veliko podcenjevanja in predvsem prezira. A izjemno pomembno je razumeti, da se je po vsem tem poniževanju in zaničevanju prezir razvil vzajemno čustvovanje. Zavedajte se tega. Če smo malo cinični, si bomo bodisi pomagali, bodisi pa pomahali v slovo. So vas na tribuni razumeli, če se navežem recimo na zadnji citat, oziroma kaj je moralo privesti do tega, da nek bankir, ki običajno velja za recimo nek poklic, ki se še posebej malo izpostavlja javnosti, tako ostre kritike izreče politiki? Mislim, da domoljubje v prvi fazi. Začel sem naš pogovor s tem. Mi se moramo dejansko v tej državi odločiti, ali dejansko
in na kak način bomo tu spodbujali delovna mesta, ki kreirajo vrednost, ki ustvarjajo vrednost, ne, in ali si to želimo in to privoščimo. Ker na ta način pač temu ne more biti tako. Ne. Kapital v končni fazi je plaha ptica in zdaj lahko se mi do njega opredeljujemo tako ali drugače. Živimo v socialno naravnanem tržnem gospodarstvu kot družbeni ureditvi in da lahko ohranjamo nek standard blagostanja in socialne države, seveda moramo ustvariti to vrednost. Ne. Zdaj, ljudje, ki sprejemajo odločitve, v končni fazi so kljub vsemu racionalna bitja. Govorim seveda o menedžerjih, govorimo o velikih mednarodnih podjetjih, tudi o vse večjih družinskih podjetjih slovenskih. In če mi poslovnega okolja pač ne peljemo v smeri mednarodne konkurenčnosti, ne, ampak v nasprotni smeri, slej ko prej to privede do odločanja teh ljudi, ne, da seveda te odločitve premaknejo drugam. A so vaši naslovniki racionalna bitja? Jaz ne bi rekel, da niso. Ne. Seveda razumel sem pa v mestnem obdobju, ne, da je v politiki zelo veliko oportunizma in populizma prisotnega, ne, z namenom seveda zasedanja oblasti. Ne, ker je pa največji izziv, ne, poleg seveda tona, ki je uporabljen, je pa dejansko enostavno ignoriranja. Ne. Videli smo recimo ukrep, kjer se je vnaprej napovedalo, ne, kaj se bo zgodilo, pa ta ukrep v procesu, kot je na nek način ustaljen, zahteva najprej socialni dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Ne. Kot rečeno, vsi si želimo višje prejemke. Ne? Ampak če to pomeni v končni fazi, da ima to velik vpliv na mednarodno konkurenčnost slovenskih izvoznikov, je primerno, da se o tem naprej pogovorimo, ne? In da predvidimo druge posledice. Če bi recimo leta 2022 ne, se ne povozilo nekaterih ukrepov, ne, ki so seveda predvsem prejemnikov višjih plač omogočili višje neto prejemke, ne, bi seveda zdaj verjetno bilo tudi lažje okolje, ne, zato da bi se neto plače dvigovale tudi na spodnji ravni, kar seveda bi se više plačani, ne, menedžerji in vodstveni delavci seveda v nekih razmerih želeli ohranjati, ne, motivirane tudi zaposlene in vedno upravljajo skupnim stroškom. To je pač neka nerazumevanje, ne, z nekih političnih organov. Ne. Mi upravljamo skupnim stroškom, ne za neto plačami, ampak skupnim stroškom. Zdaj, s kolegom sva bila tam, ne, in sva videla odziv precej pokroviteljski, rekla sta predvsem ministra Boštjančič in Mesec, da tudi vaš ton ni sodelovalen oziroma da ne morete pričakovati dialoga, če poveste na tak način. Ne. V naslednjem tednu smo pa potem videli vendarle panično snemanje videov za družbena omrežja, na nek način replika vam o vaši menedžerski plači, obdavčitvi plač na splošno. Bi človek rekel, da jih je pa vendarle strah tega, kar javno poveste? Kakšen občutek imate? Najprej, če je dejansko izpadlo agresivno, se vsem iskreno globoko opravičujem. Ni bilo namenjeno, da bi izpadlo agresivno. Sem pa strasten človek in res iskren domoljub. Ne? In res mi je mar, res mi ni vseeno, če nam odhajajo sedeži pomembnih družb. Ne? Zgolj za ponazoritev, zdaj na nek način popularno govoriti o mojem milijonu, ne? Širša vodstvena ekipa NLB, recimo v letu 2024, ne, govorimo o kolegicah in kolegih na individualnih pogodbah, to nas je približno 65, ne, je v letu 2024 plačala dohodnine in vseh prispevkov javne blagajne za 9,5 milijonov evrov. Preselitev sedeža pomembne družbe, to ne pomeni, da se NLB lahko preseli, ne, ampak pomembne sedeže pa smo izgubili, 10 do 11 sedežev v 2 letih, ne, mednarodnih korporacij, ki imajo po 50 kakovostnih, od 20 do 50 kakovostnih delovnih mest, ki so v povprečju plačane primerljivo skoraj, ne, za temi v NLB-u. Ne. Se pravi, premik takega sedeža je izguba 10 milijonskih davčnega zajema takoj. Ta delovna mesta ne bodo v Sloveniji zamenjana z drugimi, zato ker bodo se odvojila v Zagrebu, v Dunaju, v Beogradu, kjerkoli drugje. Največji izziv premika sedeža gospodarske družbe, velike gospodarske družbe, je pa celotni njen ekosistem. One sodelujejo z velikim številom manjših družb, na dobaviteljski, ne, in na nakupni strani. In ko gre glava, gre takoj komunikacija in marketing, trženje, potem gre takoj nabava, ne, in ko gre nabava, gre ekosistem. Ne, in v tistem trenutku smo pa izgubili ne samo teh neposrednih, ne, kar je za visoke plače, gre v davčne prispevke, ampak bistveno več. Preden gremo samo na vašo plačo, ki ste jo samo omenil, tudi lastniški delež v države v NLB banki, ne, se je pod vašim vodstvom potrojila vrednost. To se zdi, da nihče ne opazi, ko polemizira z vami. Ne? Glejte, NLB je, odkar sem jaz, predsednik uprave, ustvarila več kot 3 milijarde čistega dobička. Izplačala je 1,4 milijarde praktično, 1,4 milijarde evrov preko dividend oziroma kupnine iz privatizacije neposredno državni proračun. Preostali delež Republike Slovenije v tem trenutku
ne, je vreden dobrih 900 milijonov evrov, če bi ga pa prodali strateškemu kupcu, je pa že zdaj vreden med milijardo in pol, milijardo 600 milijonov evrov. Bil pa je 200-250. Ja, delež države. Ne. Se pravi, mi bi v tem trenutku že lahko prišli do 3 milijard denarja, banka je pridobila 2,23 milijarde državne pomoči. Če štejete vse druge davščine, je bilo vplačanih v javne blagajne že 3,2 milijarde evrov, ne, v tem obdobju. Govorimo po krizi oziroma po tej. Govorimo po pridobitvi državne pomoči. Ne? Zgolj po pridobitvi državne pomoči. Se pravi, ta hiša je družinska ne srebrnina, ampak zlatnina. Ne? Jaz verjamem, da v 10 letih ta hiša lahko postane velika 100 milijard evrov bilančne vsote, ustvarja milijardo in pol letnega dobička in 800 milijonov dividend, se pravi vsako leto vsaj 200 milijonov samo iz dividend izplača Republiki Sloveniji. Ne? Mi smo v lanskem letu več kot 100 milijonov plačali samo iz dividend, davka na bilančno vsoto in davka na dobiček je skupaj bilo izplačanih 117 milijonov evrov. Običajno je pa slišati, bom rekel, iz ust politikov, ne ravno tistih, ki so vas dol z odra dobesedno se vam posmehovali, ne, češ, približno milijon ste stali banko. 1 178 000 bruto. Približno 400 000, čeprav razumem, ste odnesli dejansko od tega domov, se pravi, precej več kot pol je itak že pobrala država. Ne, in kljub temu se potem postavlja to vprašanje s primerjavo, ne vem, s čistilko, ne, zakaj mora Blaž Blodnjak odnesti 44-krat več plače kot čistilka, ki recimo čisti predverje NLB-a. Zakaj smo Slovenci tako zelo občutljivi oziroma zavistni morda celo na te visoke prejemke in jih pač slabo prenašamo. Sej, ne, zato pa se spet vračam še enkrat na isto izhodišče. Ne. Kako bomo v Sloveniji ustvarjali delovna mesta, ki bodo zagotavljala visoka plačila davkov in ali si to sploh želimo? Ali ljudem to privoščimo? Ne. Jaz nisem bil najbolje plačan slovenski menedžer v tem letu. Ne. So bili kakšni farmacevti bistveno bolj plačani, recimo. Ne. Ampak sem v svoji življenjski dobi v NLB, se pravi od decembra 2012 do danes, vplačal, banka zame vplačala, ne, do srede marca, potem tako, dohodnine in prispevkov za 5 milijonov evrov. Iz mojih prejemkov. Samo mojih. S prejemkov vseh članov uprave, nas je 7, ne, skoraj 30 milijonov evrov. Ne, zdaj, a ta delovna mesta so škodljiva v sistemu, ne, in ali je 68% obremenitev tovrstnih prejemkov sprejemljiva, če vemo, da je na Hrvaškem bistveno nižja, če vemo, da je v Avstriji bistveno nižja. To je edino vprašanje. Se pravi, če mi ta delovna mesta, ki sprejemajo odločitve v velikih podjetjih, želimo v Sloveniji zadržati, ne, potem seveda se moramo vprašati, kaj moramo narediti, da bo temu tako. Ne. In kot rečeno, podjetja upravljajo najprej s skupnimi stroški poslovanja na trgu, ne gre samo za stroške dela, gre tudi seveda za druge stroške, ki se obstajajo, birokratsko okolje in tako naprej, lahko pridobimo hitro dovoljenje, lahko ne, na nek način smo odzivni v poslovnem okolju, je okolje predvidljivo, ali se sprejemajo ukrepi čez noč, ne, kolega iz recimo enega velikega trgovskega podjetja, ki ima nemškega principala in mi je rekel, zadnjič nikoli v življenju si nisem predstavil, da bom moral januarja svojemu principalu reči, da ne vem, kakšen bo letos strošek dela in da je budžet za letos odprt. Ne. Budžet se potrjuje septembra, namreč za naslednje leto. Ne. Se pravi, kakšnikoli ukrepi, ki posegajo v to vrsto konkurenčnosti, ne, in predvidljivost poslovanja, se lahko sprejemajo za poslovno leto čez 2 leti, ne pa za naslednje, kaj šele isto poslovno leto. Ne. In ta predvidljivost seveda je izziv, ta isti en drug, recimo, ki vodi veliko nemško hčerinsko družbo sistema, ne, je mojemu kolegu v upravi, ki je Nemec rekel zadnjič, recimo, ne, ko zdaj vzamemo v obzir visoke stroške bolniških odsotnosti, ne, v Sloveniji, ki so dejansko nadpovprečne v Evropi, v javnem sektorju so pa skoraj 2-krat više kot v zasebnem sektorju, kar sploh bega, ne, in ostale elemente davčnega okolja nepredvidljivosti je danes že proizvodnjo ceneje organizirati v vzhodni Nemčiji, kaj še na Hrvaškem in Srbiji, recimo, ne. Kolega, ki recimo je distributer manjši, ne, je zdaj odpustil 7 ljudi od 35, ne, zato ker mu je dobičkonosnost pri višjih prihodkih zanihala tako navzdol, ne, da je denarni tok, tako imani EBITDA, se približal 5-kratniku dolga, ne, in ko si ti na 5-kratniku dolga, nisi v banka več kreditno sposoben, ne. In to so učinki, ki se jih ne predvidi tako lahko. Robert Golob pravi na to, ne, dali smo božičnico, napovedovali so apokalipso, nič se ni zgodilo, ne. Potem je rekel, no, zdaj smo dali višje minimalne plače, ne, spet gospodarstvo je napovedovalo apokalipso, nič se ni zgodilo. Kako razumete, recimo? Ja, pri dobrih se res nič ni zgodilo, ne, ampak tretjina gospodarstva ni izplačevala božičnice z razlogom. Ne. NLB zaposleni so s tem pridobili. Mi smo izplačali isti bruto znesek tako imenovanega zimskega regresa in poslovne uspešnosti, 1568 evrov skupaj, ne, in so dobili 130 evrov neto več. Se pravi, naši zaposleni v dobrih podjetjih so pridobili, se zahvaljujemo, primern ukrep. Ne.
Ampak tretjina podjetij pa v končni fazi tega že zdaj ni bila sposobna. Ne? Predstavljajte si enega gostinca, ki ima 50 zaposlenih v centru Ljubljane, ne? Ki je zdaj to moral plačati, ne? In je s tem seveda zamaknil plačila distributerju in distributer je zamaknil plačila kmetom, vinarjem, na komorkoli že pač. Ne? In to je se pa zgodilo realno. Ne? To se je zgodilo, prej ste rekli, ne, za 2 leti vnaprej se stvari načrtujejo, napoved je bila konec oktobra, da bodo morali to izplačati. Ja, ta nepredvidljivost je velik izziv, likvidnost. Ne? Premalo se dejansko upošteva pomen denarnega toka. V podjetjih so se tega zavedli po finančni krizi zelo dobro, ne? Zato so postala tudi bolj konzervativno, so se manj zadolževala, ravno zaradi tega razloga, ker moraš imeti rezerve, ustvari neko cikl za njiha. In seveda spet je prišlo do nihljaja v ciklu. Ne? Po 10 letih imamo ponovno velika prestrukturirana velikih industrijskih kompleksov. Ne? Zdaj, analiza teh vaših nastopov, nekaj sem opazil. Ne? Na tistem posnetku od počenega srca do vzajemnega prezira, sprememba recimo sentimenta tudi do gospodarskega ministra. Gospodu Frangežu, ki je prišel zdaj na zadnje v imenu gospodarskega ministrstva, ste rekli, da od tam v glavnem prihajajo neumni ukrepi. Nekaj mesecev predtem ste govorili o tem, da je vendarle Han nekakšen glas, branik razuma v tej vladi. Zdaj, če analizirava delovanje vlade, jasno je, da nekako gospodarsko-socialni del programa pravzaprav temelji na najmanjši koalicijski stranki Levici. Robert Golob je v veliki meri nekako posvojil ta program. Kako pa vi vidite recimo stranko SD, ki ima gospodarskega ministra, za katerega se tudi meni osebno zdi, ali da ne zna, ali da celo noče uveljaviti vpliva. Sprašujem vas posebej o njih zaradi tega, ker ste sami večkrat javno rekli, da po nekih vrednotah, ki so vam bile privzgojene, ste morda socialni demokraciji celo najbližje. Ne. Ja, jaz sem rekel, da sem socialni demokrat, ne da sem pripadnik stranke socialni demokrati. Liberalno socialni demokrat, recimo. Ne. Glejte, v končni fazi je ministrstvo gospodarstva po definiciji tisto, ki bi naj seveda zagovarjalo interese gospodarskega razvoja, uravnoteženega družbenega razvoja v končni fazi, ki seveda ga napaja neka zdrava gospodarska hrbtenica. Zdaj, potovati po vsej državi, pa veliko obljubiti, pa na koncu narediti pa kak drug korak v državnem zboru, od tistega, o čemer se je pogovarjalo, pač ne gradi kredibilnosti. Minister Frangež oziroma sekretar Frangež stavil, ker je sam rekel, da je pristojen za konkurenčnost. S tem je povedal, jaz sem odgovoren za izboljševanje konkurenčnosti poslovnega okolja. In v zadnjih nekaj letih pač temu ni bilo tako. Zdaj, zame je izzivno, da ne bo spet izpadlo agresivno, da nekdo, ki ima 4,5% podporo na volitvah, lahko dejansko samovoljno na podlagi proste odločitve, svoje volje, opredeljuje pogoje gospodarjenja za slovensko gospodarstvo. To je zame problematično procesno. Se pravi, zato je predviden socialni dialog, zato je predviden pogovor znotraj ekonomsko-socialnega sveta, da se pretehta vse vidike, da pa nekdo naprej skomunicira, to se bo zgodilo in se potem to zgodi, je pa samo pač ponovno odraz sloga komunikacije in pogovarjanja v zadnjih nekaj letih. Se pravi, da se interesi pomembnega dela slovenske družbene ureditve, to je seveda ustvarjanje vrednosti preko gospodarskih aktivnosti, preprosto povsem ignorirajo. Vnaprej. In se pove, vaše mnenje nas ne zanima. Bomo vas sicer pripeljali za mizo in s tem legitimirali posvet, bil je izveden, ampak na koncu je odločitev itak že sprejeta. Zato sem to takrat rekel. In v tem mojem nastopu tam sploh nisem o minimalni plači govoril. Jaz sem govoril o procesu. Sem bil popolnoma napačno razumljen in zlorabljen. Seveda potem, ker moja plača s tem nima nič. Jaz sem govoril seveda o procesu, kako se pride do minimalne plače. In vsi ljudem privoščimo več neto, ampak upravljamo skupnim bruto stroškom. Zakaj pa ne naredimo nekaj na bruto strošku in s tem, da bo vse ohranimo stabilnega za podjetja, ker ne morejo to prevaliti v višje cene na mednarodnih trgih, in s tem v bistvu višamo neto prejemke. In je bilo to gladko povoženo in potem seveda najlažje je na prvo noto govoriti ti milijonar, obmokni. Burek imate sicer z pozicije milijonarja radi ali? Rajši imam mamino haloško gibanico. Vas kdaj lastniki opozarjajo, imate kakšne težave pri lastnikih zaradi svojih recimo čustvenih izjav v javnosti, ki odmevajo? Mislim, zagotovo eden od lastnikov ima s tem izziv, oziroma predstavniki tega lastnika. Sicer pa seveda NLB ima posebno lastniško strukturo, 75% minus ena delnica je v lasti uglednih mednarodnih finančnih vlagateljev in noben med njimi praktično nima več kot 7% deleža in njih zanima finančna naložba, ne posegajo dejansko v aktivno upravljanje družbe.
Zdaj, Slovenci se na volitvah običajno odločamo zelo čustveno v tem nekem duopolu, ki se včasih bolj navezuje na neke temačne čase druge svetovne vojne in tekanje po hostah med partizani in domobranci. Ne? Zdi se, da vendarle skušate s svojimi nastopi pripeljati v razmišljanje slovenskega volivca ta preskok, da bi prenehal razmišljati o partizanih in obrancih in morda vendarle začel voliti z denarnico. Verjamete, da je lahko na letošnjih volitvah kaj več tega odločanja z denarnico? Z denarnico. Iskrenega domoljubja in zavedanja, da sobivamo v neki družbi, ne? In da so seveda pomembni eni vidiki, ampak tudi drugi vidiki in poskus priti na skupni imenovalec, nek sprejemljiv skupni imenovalec, nujno vključuje seveda, da poli med seboj morajo pričeti komunicirati drugače. Ne kot anti, anti ti pa kontra anti tebi. In to se zdaj dogaja. Na ta način do skupnega imenovalca pač ni mogoče priti in potem imamo skrajnosti. Imamo eno ideološko skrajnost 4 leta, pa drugo ideološko skrajnost 4 leta in se je v uravnoteženem družbenem razvoju praktično nemogoče pogovarjati. Kaj so v enem obdobju interesi gospodarstva, kaj so v enem obdobju interesi socialno šibkejših skupin in se samo to v bistvu ves čas odvija ena igrica in se vrača žogica na drugo stran, namesto da bi se dogovorili, da bi sedli za mizo eni in drugi in rekli, gledajte, ciljno družbeno ureditev Slovenije pa bi bila taka. Mi smo lahko dejansko, jaz trdim, da je Slovenija raj na zemlji. Da smo lahko vzorčen in vzoren primer dejansko socialno nastrojenega tržnega gospodarstva, kjer imamo relativno visoko stopnjo blagostanja, urejen zdravstveni sistem, urejeno oskrbo in tako naprej. Ampak to seveda veliko stane. In spet je treba izhajati iz logike denarnega toka. Mi to lahko sfinanciramo samo, če ustvarimo ta denar nekje. Da lahko potem plačujemo davščine in da oziroma se lahko do neke mere zadolžujemo. Zadolžuješ se lahko do tiste mere, kot ti upniki to pripravljeni posoditi. In da si zmožen vrniti. In da seveda, predvsem ti mora biti pripravljeni posoditi. Jaz bi še enkrat upozoril, leta 2013 ob bistveno manjšem obsegu zadolžitve nismo uspeli izdati obveznice pod normalnimi pogoji. Ko trgi vedo, da si prisiljen izdati, da potrebuješ denar, se takoj spremeni njihova poslovna logika. Takrat se v Londonu 4 fantje v hebrejščini dogovorijo, tako je ljudje, kdo bo kupil te obveznice in po kakih cenah. In nam se je to zgodilo v banki, zato izhajam iz krvave lastne izkušnje. Banka je pred 3,5 leti morala izdati podrejeno obveznico, ker je bila to zahteva enotnega odbora za reševanje. Pač v kontekstu nove zakonodajnih predpisov, regulatornih predpisov v bančništvu. Smo morali izdati. In nam je JP Morgan famozni, največja banka na svetu, v smislu komercialne uspešnosti, rekla, ne bo šlo po 11%. In smo komaj izdali obveznico po 10,75% obrestni meri. Mi smo takrat leta 2013 potem izdali, ampak kupec je bil samo eden, ameriški senčno-bančni Pimco. 6,5% obrestno mero smo plačali. Zdaj pa, če predstavljate si na 48 milijard dolga, ki se postopoma refinancira, če bi kar naenkrat moral začeti na pomemben del dolga plačevati bistveno višje obrestno mero, če izdati moramo 5 milijard, pa moramo plačati 6%, se kar naenkrat strošek obresti v proračunu bistveno poviša. Ko menjate te interese, se zdi, da na tisti, socialni, sindikalni strani zelo jasno agitirajo za recimo neke njim bližje politične opcije ali pa za opcije, ki zagovarjajo neke interese, za katere sami ocenjujejo, da so njihovi. Na drugi strani gospodarstvo izrazito previdno komentira, običajno se niti malo ne upa izpostaviti recimo pri tem, kaj izbrati na volitvah, recimo, da pridemo recimo do neke vlade, ki bo bolj naklonjena ravno temu, kar ste recimo prej pojasnili, zakaj recimo ta diskrepanca, kako vidite to, recimo, zakaj se tukaj nihče ne upa izpostaviti, se morda vi upate? Mislim, jaz itak sem se že pred prejšnjimi volitvami na način, da potrebujemo veliko koalicijo in zgolj ponovo in moramo priti do skupnega imenovalca, kaj je naša bodočnost, kakšno bodočnost kot narod želimo in to ne more biti bodočnost tega, kar si 5% teh želi ali pa 5% onih želi, ampak to, kar si večina naroda želi. In do tega ni mogoče priti brez dialoga. Če vnaprej se reče, jaz s tabo ne grem koalicijo, on pa drug, pa jaz pa s teboj ne grem koalicijo, je in obe stranki imate pa skupaj 50% glasov, je vnaprej onemogočeno to vrstno pogovarjanje. Zdaj, če smo konkretni, kar nekaj predsednikov vlad se je zamenjalo v času, odkar vodite NLB, Alenka Bratušek, Miro Cerar, Marjan Šarec, Janez Janša in Robert Golob, se poznajo neke razlike v načinu vodenja. Vaša analiza recimo?
Ja, torej jaz spremljam izključno s pogojev gospodarjenja, ne, v končni fazi. No, to me zanima. Ja, seveda, v zadnjih letih so se pogoji gospodarjenja bistveno spremenili. Ne. Mi smo imeli obdobja recimo odboja, izgubili smo praktično desetletje. Od leta 2008 do 2018 smo izgubili desetletje. Ne. Realna vrednost našega bruto družbenega proizvoda je še leta 2018 dosegla tisto iz leta 2008, ker smo 5 let zamudili sanacijo bank. Ne. In ker banke niso imele kapitala, niso mogli posojati denarja. Potem smo imeli pa zelo dober odboj. 2019 do 2020, to nažalost je prišlo potem do pandemije, ne, ampak smo imeli zelo dober odboj in do 2022 potem smo išli iz pandemije izjemno dobro, ne, z res nekim momentum. Ne. No, potem pa dejansko zdaj z ukrepi v zadnjih nekaj letih pa smo bistveno na nek način zažrli v konkurenčnost. In to se vidi dejansko danes z obsegom zasebnih naložb. Obseg zasebnih naložb, se pravi ne tistih, ki jih izvaja vlada ali pa kjer vlada dejansko s podpornimi mehanizmi, subvencijami in tako naprej, ne, podpira kakšne večje naložbe farmacevtov ali kaj podobnega, ne, ali pa avtomobil, Revoza recimo. Ne. Govorimo pač neutralno o zasebnih naložbah v razvoj produktov, v proizvodne linije in tako naprej, je bistveno nižji kot povprečje Evropske unije. Za več odstotnih točk je zdaj že nižji od povprečja Evropske unije, ravno zato, ker se te odločitve ne, o novih naložbah sprejemajo z bistveno bolj hladno glavo v tem trenutku. Si to v Sloveniji drznemo, si to v Sloveniji lahko privoščimo. Tudi srednje velika slovenska družinska podjetja na ta način zdaj razmišljajo. Ne? In mnoga že komunicirajo, da je financirajo v proizvodnjo, recimo na Hrvaškem, ne? Tudi bolj razpita, ne? V Bosni in Hercegovini in tako naprej, da Sloveniji tega več ne bodo delala. Ne? In opozarjajo podjetniki, tudi nekateri vse bolj, da je pač okolje postalo za njih izrazito nekonkurenčno. Ne? In na to opozarjam ves čas, 15 let o tem govorim na isti način. Edini res legitimen nacionalni interes, poleg uravnotežene dežele blagostanja, ne, majhnega odprtega gospodarstva je mednarodna konkurenčnost in nič drugega. Ker samo, če bomo mednarodno konkurenčni, bomo lahko ustvarjali dovolj denarja, da bomo lahko napali socialne programe, ne, ki si jih seveda želimo napajati, ne, ker želimo, da naši ljudje dobro živijo. Zdaj, na tem nastopu, ki smo ga prej del pogledali, ne, bil je bistveno daljši, omenili ste tudi, da se opravičujete slovenskemu gospodarstvu, ker vam ni uspelo uveljaviti interesov v odnosu do vlade, če sem pravilno povzel nekako. No. Pri zagovarjanju uravnoteženega družbenega razvoja. Tako. Kaj točno? Torej, mislite s tem opravičilom? Ne? Kaj bi recimo morali narediti, zdaj, če gledate z današnje perspektive, da to opravičilo recimo ne bi bilo potrebno? Ne? Oziroma... Iskreno ne vem, nismo uspeli se pripeljati kot legitimni sogovornik za mizo. Ne? Ja, mi smo tam bili predstavniki 14 združenj, ki zastopajo več kot 90% slovenskega bruto družbenega proizvoda. Ne? In enostavno za to mizo nismo dobrodošli. Ne? In zato se sprejemajo ukrepi, ki ne upoštevajo mnenja, ne, teh 14 združenj. In kaj ne drugega lahko rečeš, če si eden od predsednikov enega od teh združenj, pa nisi pripeljal tem za mizo. Ampak, če gledate, recimo, kaj bi lahko naredili drugače, ali pa kaj boste naredili, bom rekel, drugače v prihodnjem mandatu, da se ta zadeva spremeni, recimo, da postanete, da dobite prostor za mizo? Jaz osebno več ne bom naredil nič, domnevam, ker sem se izpostavil dovolj v dobri veri in z dobrimi nameni. Nisem želel nikogar prizadeti in biti agresiven, ampak zgolj opozoriti na to, da pač tako ne bo šlo naprej. Ne. Recimo največji neuspehi v tem mandatu. Je to dejstvo, da je vlada močno povečala davčni primež, uvedla kup neke dodatne nepotrebne birokracije, ustvarila nepredvidljivo, nestabilno poslovno okolje, ali mogoče, da so nekateri ministri še vedno konec mandata na svojih položajih, se še vedno posmehujejo gospodarstvu, morda kaj tretjega, kako vidite, zablode zadnjih 4 let? Jaz bi predvsem rekel, da je polariziranost in razklanost še večja, ne? In da je odsotnost dialoga glavni problem. In da ne samo, da ni dialoga, ne? Tudi zelo radikalno se opredeljujemo do tistih, ki drugače razmišljajo. Ne? Zdaj, ali to predstavniki vlade, ki imajo seveda drugačen vrednostni sistem, ne? V primerjavi z gospodarstveniki, ki pač imajo na nek način vrednostni sistem, da so na trgu konkurenčni, ker drugače ne morejo preživeti. Ne? In se mi zdi, da v zadnjih letih smo predvsem tu padli na celi črti, ne? Da je prišlo do tega antagonizma, tega nasprotovanja, ne? Če nisi z nami, si proti nam, ne? Naši, vaši, še bolj smo se na način, se mi zdi, razdvojili. Ne? In zdaj največji izziv seveda teh volitev bo, ali lahko pride do neke koalicije, ki bo s to razklanostjo lahko obračunala na način, glej, vendarle lahko s teboj govorim na način, da razmišljava, kaj je pa vendarle skupno dobro, ne moje dobro, tvoje dobro, ampak skupno dobro.
in sestavimo neko koalicijo. Ne? Ali je to zdaj sredinska? Jaz iskreno sem povsem zgubljen, ko mi govorijo levo, sredinsko, desno, levo. Kaj, če si vernik, si desno, če si nisi vernik, si levo. Jaz tega sploh ne razumem, ne? Kaj je levo, desno, realno. Ker Slovenci smo vsi socialno nastrojeni in solidarni. Ne? Če pogledamo tudi program, kako imanih desničarskih strank, se pa nobena nikoli ni nasprotovala socialni državi. Ne? Zdaj, ali lahko se pogovarjamo o tem, da so nekateri nevladni programi tako ali drugače podpirani ali ne, seveda jih mnoge rabimo, ne, na mnogih sloni družba, ne, kot so gasilstvo, civilna zaščita in podobni. Ne. Nekateri pa se izrazito politično profilirajo v zadnjem obdobju, ne, in to pa pač ni nujno nekaj, kar je v bistvu dodatno razdvaja, no, ne pomaga. Zdaj, če gremo malo še v bančni sektor, ne, NLB je nekako ključen faktor na praktično celotnem trgu nekdanje Jugoslavije, z izjemo Hrvaške, ne, ko potuješ po prestolnicah ali pa večjih mestih Makedonije, Srbije, Črne Gore in tako dalje, je NLB med tistimi ključnimi bankami na tem področju. Na Hrvaškem pa še ne. Kako vidite odgovornost recimo dnevne politike za ta zastoj pri prodoru recimo na hrvaški trg, kamor, koliko razumem, se aktivno trudite prodreti, pa so tukaj neki zastojni? To vprašanje je precej kompleksno vprašanje, zato ker izvirni izzivi dejansko so nastali že takrat leta 1994, ne, in letih kasneje. Hrvaška je to eskalirala leta 2008, ko je dejansko uvedla Novo Ljubljansko banko kot univerzalno pravno naslednico. Do leta 2008 temu ni bilo tako, namreč mi smo bili ustanovljeni kot Nova Ljubljanska banka leta 1994, zavestno z ustavnim zakonom, ne, da nismo pravna naslednica, ne, operacij Ljubljanske banke nekdanje na področju nekdanje Jugoslavije. Ne. Hrvaška sodišča so to si drugače interpretirala in leta 2008 začela razsojati tudi na ta način. Zdaj, to potrebuje seveda dogovor med dvema državama. Hrvaška ni sprejela istega teritorialnega principa kot nekatere druge države, ne, ob razpadu, zato je treba z njimi doseči tak drugačen dogovor oziroma ne vztrajati v sodnih sporih, pri čemer smo enega že izgubili. Ne. Te vloge so bile lahko prenešene, ne, na Zagrebačko banko in Privredno banko Zagreb takrat, ali pa zadržane v masi Ljubljanske banke. In te, ki so bile zadržane, je bilo praktično že razsojeno, ne, v korist varčevalcev. In je Republika Slovenija to že morala poplačati, ne, skupaj z zamudnimi obresti za 30 let praktično. Ne. Takrat je ponudil pokojni dr. Franjo Tuđman nek dogovor, ki je bil relativno, se zdel drag takrat, ampak za naše perspektive pa izjemno poceni. Ne. In ga je Slovenija zavrnila, ne, je pač strala na legalistični pozi. In zdaj že s tem, kar je plačano bilo za neprenešene vloge, je bilo bistveno večji znesek, kot če bi se takrat poravnali, ne, še vedno pa visi tožbeni zahtevek strani hrvaške vlade, ne, višini skoraj 500 milijonov evrov zdaj, ne, zatečenimi zamudnimi obrestmi. To je bilo skupaj 800 milijonov evrov, to je 1,6 milijarda mark, na mizi je bil pa v 136 milijonov mark, ne, poravnalni predlog. Ne. Ta priložnost je bila zamujena, ampak ni prepozno, še vedno je dogovor mogoč, ampak Hrvati seveda to pogojujejo z nekim širšim dogovorom o odprtih temah. Ena odprta tema je seveda meja, ki je postala zdaj manj pomembna v premiku šengenskega režima na bosansko mejo. Ne. Druga tema seveda so pa odpadki, ne, iz jedrske elektrarne Krško. Hrvaška jih nikoli ni prevzela, ne, kljub temu, da je bil dogovor, da bo elektrarna na slovenskem zemlju, ne, odpadki pa na hrvaškem ozemlju. In zdaj seveda je pa to povezano s tem, kaj bomo naredili z drugim blokom. Ne. Slovenija lahko seveda, če gremo v izgradnjo drugega bloka, uskladišči tudi odpadke za drugi blok. Ne, in to na nek način skompenziramo s tem, kar seveda imajo tudi radioaktivnih odpadkov v hrvaškem zdravstvenem sistemu, z radiologijo in podobno na eni strani. Na drugi strani se ovrednoti to, da niso odvzeli odpadkov po neki vrednosti in se to recimo skompenzira za deviznim varčevalcem. Jaz bi na tak način ravnal, če bi bil državnik. Na eni in drugi strani sem prepričan sem, da je to rešljivo z dvema špricarjema v Mokricah, pa dvema gemištoma v Samoboru. Ne. No, ampak tukaj mi pride na misel spet eno vprašanje, ki sem vam ga mal pred snemanjem epizode postavil tako off the record. Kdaj sta nazadnje ali pa kdaj ste vi imeli nazadnje priložnost kaj tacga povedati predsedniku vlade, recimo? Nikoli, ne, se predsedniki vlade načeloma ne govorijo z bančniki. Ne. No, ampak tukaj gre za specifičen interes države, ne, ko je pač tudi povezan s specifično vašo banko. Pričemer moram reči, da je to bilo zdaj v tem mandatu tako. Prej, če sem predlagal termin oziroma prosil termin, sem ga dobil in so se tudi potem srečali na ta način. Morda še to, kar ste omenili, ne, na vseh teh področjih, ki so odprta s Hrvaško,
se zdi, kot da Slovenija vedno izgubi. Ne? Nekako tak vtis imamo, vsaj morda tisti, ki bolj spremljamo, pa ne, nimamo vendarle vseh notranjih informacij, ki jih morda imate vi. Zakaj recimo se zdi, mislim, in na meji, in pri jedrskih odpadkih, in pri deviznih varčevalcih na NLB-ju, se zdi, da nas je, bom rekel, Hrvaška po domače rečeno nadmudrila? Hrvati so pač veliki domoljubi, so tudi precej razdvojeni vrednostno, ampak ko gre za njihov interes, so složni. Ne? Je kapica s šahovnico na glavi, vaterpolska, ne, in grejo na glavo. Ne. Poglejte, oni so že pred vstopom v Evropsko unijo, predno so postali polnopravna članica, v organe evropskih komisij, parlamenta in tako naprej dejansko uspeli veliko ljudi promovirati. Ne. Zdaj sta jim uspela dva velika meta. Finančni minister dr. Marko Primorac je postal podpredsednik Evropske investicijske banke, guverner, ki ga zelo cenim, Hrvaške banke, dr. Boris Vujčić je pa postal, bo postal podpredsednik Evropske centralne banke. Ne. Spravi, dva velika meta. Recimo v sodnih postopkih, recimo se je zgodilo, da hrvaško sodnico se niti ni izločilo, recimo senato, ki je odločil na stvari. Ne. Se pravi, so izjemno spretni, ne, in imajo v mednarodnih institucijah veliko ljudi. Mi smo na nek način svojo neprivoščljivostjo, po moje, je tu spet ta veliki izziv. A mi privoščimo ljudem uspeh, a mi privoščimo, si želimo boljše plače, si želimo, da so naši ljudje ne samo v športu, ampak tudi v poslu in politiki uspešni, mednarodno, jim to privoščimo. Mi pa smo bolj ali manj zavistni in koga tja bi poslali, tja oni pošljajo strokovnjake, mi pa potem se prepiramo, po katerem strankarskem ključu bo šel nekdo tja. Hrvati pa tja pošljajo strokovnjake. Dr. Marko Primorac je profesor na ekonomski fakulteti v Zagrebu, velik strokovnjak. Dr. Boris Vujčić tudi. In ko poslušaš ti, recimo, te ljudi iz hrvaškega establishmenta, ko gre za regulatorje, ko gre za ključna ministrstva, so to res profesionalci. Državotvorni profesionalci. Zdaj ste omenili to geostrateško, geopolitično konkurenco, seveda ima tudi NLB svojo konkurenco, recimo, če gremo na neobanke, naprimer Revolut. Zakaj ohraniti tradicionalni račun na NLB banki oziroma, če smo potem pri provizijah, recimo NLB in Addiko zaračunavata tu minimalno 1 evro pri polnjenju te neobanke. Zakaj takšna provizija in zakaj torej ostati na tradicionalnem bančnem računu? Glejte, zdaj 1 evro je lahko zelo veliko, lahko pa ne zelo veliko. Ljudje kupijo kripto in plačajo 2-3% na provizijo na nakup. In kupijo za 10 000 evrov in plačajo 300 evrov provizije brez razmisleka. Mislim, sploh se ne vprašajo o tem. Gre predvsem za to, kaj se zgodi, ko pa kaj ne funkcionira. Kljub vsemu se moramo zavedati, da se lahko zgodi, da elektrike ni, kljub vsemu, in kljub temu se lahko zgodi, da gre kaj narobe pri transakcijah in je treba seveda se ukvarjati s reklamacijami in tako naprej. In opažamo, da je vse v redu z neodigitalnimi ponudniki, dokler vse deluje. Če pa kaj ne deluje, imaš pa veliki izziv. In seveda tudi ne ponujajo vseh univerzalnih rešitev. Zdaj, da ti ponujaš univerzalne rešitve in seveda imaš sistemsko drobovje, kot ga imaš, ki je posledica 50-letnega razvoja, pomeni seveda, da imaš tudi više stroške realno. In je ta transformacija, preoblikovanje tradicionalnega poslovnega modela v povsem poslovni model, na nekem digitalnem ogrodju, ki je bistveno bolj učinkovito, zelo zahtevno, ne gre čez noč. Po drugi strani pa dejansko dobiš v enem paketu, premium paketu, recimo v veliki poslovni banki v Sloveniji, za ceno ene pice v Ljubljanici praktično, vse storitve vključene praktično za ston, realno gledano. In zdaj je to veliko ali ni veliko. Koliko plačamo, ponudniku telekomunikacij za 6 mobilnih aparatov v družini, pa internet, pa televizor, pa vse ostalo, plačamo. Zdaj 15 evrov za premium paket se nam pozdi zelo, zelo veliko. Kljub vsemu živimo v denarni ekonomiji. NLB upravlja 70% slovenske gotovine. S tem nastajajo zelo veliki stroški. 70% slovenske gotovine je zelo veliki stroški. Slovenija je druga v Evropski uniji po uporabi gotovine na prodajnih mestih. Za Malto 64% uporabljamo še vedno plačil na prodajnih mestih, v manjših trgovinicah, frizerjih, gostilnicah, z gotovino. Kdo za to gotovino upravlja? Razvoj infrastrukture tudi nekaj stane. Zdaj, če si ti začel z nič in si imel ta privilegij, da si lahko začel z nič in si ponudil samo eno storitev, hitro odprtje računa pa kartico, seveda si lahko to počel z bistveno nižjimi stroški. In dolgoročno pa vidimo, da se izogibajo pa to vrstni ponudniki
pa klasičnemu kreditiranju, ker ko pa začneš ti klasično kreditirati, moraš imeti pa bistveno več kapitala, ne? In je bistveno manj učinkovito in je izterjava potem problem, ne? Ti daš denar ne iz Litve nekomu v Sloveniji, zdaj ga pa terje. Zdaj je lepa istočnica, ne, za kreditiranje. Sem vas sicer hotel še izvati tiste evro, oziroma 1,5% ne, pri nakazilih oziroma pri polnjenju recimo Revoluta NLB zaračuna. Ne. Ostale banke tega zaenkrat še ne zaračunavajo. Zakaj recimo? Nekatere, mislim, to je svobodna podjetniška odločitev, ne? Saj lahko uporabljate tudi druge banke, ne? Mi verjamemo, da se prilagajamo temu, da bomo lahko ponudili storitve na ravni uporabniške izkušnje. Je pa to pot, ne gre čez noč. Ne? Želimo si ponuditi isto raven uporabniške izkušnje kot mednarodni ponudniki in s tem upravičiti zaupanje na način, da ti je vseeno, ali posluješ z njimi ali z nami, ker lahko z nami to počneš tudi na nek način uporabniške izkušnje, ne? In tudi cenovno. In treba prenašati denarja potem. Ne? Zdaj, ko smo pri kreditih, ne, pravila za kreditiranje prebivalstva v Sloveniji, posebej recimo za stanovanjske kredite, so izjemno toga. Ne. Po plačilu kredita ti mora ostati še vsaj znesek, ki je predviden po minimalnih življenjskih stroških, vključno za vsakega vzdrževanega družinskega člana. Večina Slovencev po tej logiki enostavno ni kreditno sposobnih. Zdaj, ali imamo mi, kot Slovenci, slabe finance, ali so naše kreditne pravila preveč toga? Zdaj so se kljub vsemu rahlo spremenila, ne? Leto 2023 se mi zdi, so se prilagodila malo, ne? Če se spomnite, sem bil praktično edini, ki je 3 leta opozarjal na to, da so se z zaostritvijo leta 2019 makrobonitetnih tako imenovanih pravil, ne? Tako zaostrila, da je nekdo s poprečno plačo in enim otrokom, recimo, ne, se pravi družina z 2 poprečnima plačama in 2 otrokoma, bila kreditno nesposobna v bančnem sistemu. Ne. Tega ni nikjer na svetu. Ne. Ampak smo potrebovali 3 leta, da smo dojeli, da tega ni nikjer na svetu in da to ni primerno, ni pošteno, da je ponižujoče. Ne. In sem moral iti v državni zbor na neko komisijo, da sem tam dejansko to povedal v obraz predstavnikom centralne banke, ne, v prenosu na TV Slovenija 3, da se je potem nekaj zgodilo. Ne. Tako je bilo. Bil sem edini, ki je to opozarjal. Celo Zveza potrošnikov je zaščitila Banko Slovenije pred tem. Da je zaščitila Slovence vsaj pred samim seboj, da se ne bomo prezadolžili. Ampak če ti imaš poprečno plačo v državi in ne moreš dobiti kredita v banki, lahko ga dobiš pa pri nekem ponudniku online ali pa pri neki ni reguliran strani centralne banke ali pa v leasingu, mislim, to ni normalno. Ne. To ni normalno. Včasih ne razumem pač, ne, tisti, ki bi naj ščitili malega človeka, ne, tudi sindikatov ne razumem. Posebna tema pri kreditiranju, normirani SP-ji, v tem mandatu vladnem tudi sicer velika tema. Ne. Zdaj banke običajno upoštevate 20% njihovih letnih prihodkov, kar pomeni, da so hitro po definiciji kreditno nesposobni. Zdaj, zdi se precej togo, vendarle banka ima vpogled v poslovanje, ne, in lahko vidi, koliko mu na koncu meseca res ostaja. Ne bi šlo bolj fleksibilno? Mislim, zadnjih nekaj letih se je seveda to spreminjalo, ampak se okvir ves čas tudi spreminja spet. Ne. Se vsaki 6 mesecev ne vemo, zdaj, kaj je zdaj spet ureditev normiranca, kakšna so bremena, kakšna niso bremena. Ne. In s to spremenljivostjo seveda tudi banka v zahtevnem položaju. Ne. Mi vedno presojamo samo denarni tok, ki je na razpolago za poplačilo posojila. Ne. No, ampak ko omenjate denarni tok, ne, pa prej, ko ste omenili, ne, jaz kot normiranc, ne, sem se dejansko, ko sem se zanimal o tem, če bi lahko dobil kredit za nepremičnino, ne, sem se pa res počutil, ne, kako že ponižanega, ne, kako ponižujoče, ne, odnos v večjih bankah, ne, ker enostavno ne, ni tukaj gledan denarni tok, ne, ki je jasno bil tak, da bi zadoščal, ampak enostavno zgolj bilanca ob koncu leta, kjer se upošteva 20%, kar če si ti normiran že po definiciji, če bi imel najvišje možne prihodke kot normiran podjetnik, ne moreš s tistimi 20% biti uradno kreditno sposoben. Ne. Torej, ne bom zdaj govoril za druge banke. Ne. Nekatere smo pač nekatere stvari prilagajale v zadnjih nekaj letih. Ne. Mnogi normiranci, ki recimo 3 leta nazaj niso mogli dobiti posojil, so jih zadnjih leto in pol lahko dobili, recimo, ne. Pač je pa to proces, ne, ko ti skušaš kalibrirati kreditno politiko, ne, naložbeno politiko, da je kljub vsemu varna in preudarna. Ne. Varnost zaposlitve oziroma stabilnost zaposlitve je pomemben faktor pri presojanju, ali boš nekom podelil 10-letno posojilo. Seveda danes lahko ostaneš brez službe, tudi če imaš pogodbo za nedoločen čas s stabilnimi prijemki, ne? Ampak kljub vsemu je to ključni kriterij. Ključni kriterij je stabilnost denarnih tokov. Ne? In zdaj to je tisto, kar se presoja. V preteklosti dejansko je bilo to zelo toga ureditev. Ne? Kot rečeno, nekatere banke smo se s tem zelo aktivno ukvarjali, ni še idealna verjetno, ampak ne pomaga, ne? Pa seveda ta spremenljivost teh pogojev. Ne? Zdaj, zelo
pomembno vlogo imate seveda banke tudi na trgu nepremičnin. Ne? Poslušamo leta in leta, najmladi pridejo do stanovanj in tako naprej. Kje vidite realne rešitve? Verjetno to ni to, da samo država gradi neka neprofitna socialna stanovanja. Mislim, ena stvar je, kje si mladi dejansko želijo tudi živeti. Na nek način živeti v prepričanju, da vsem pripada pravica do stanovanja v centru glavnega mesta, ne, in da si to s poprečno plačo moraš biti sposoben privoščiti, je pač iluzija. Temu nikjer na svetu ni tako. Ne. V centru Dunaja na Grabnu je 12.000 evrov kvadratni meter, tega si sedaj s poprečno avstrijsko plačo ne more privoščiti. V centru Gradca, že v Avstriji je že 8.000 do 10.000 evrov kvadratni meter. Ne. Že v Zagrebu, na Beogradu, na top lokacijah so cene 8 do 10.000 evrov kvadratni meter. Ne. Tako da morda pa recimo, ne vem, moja hči je pa ravno kar kupila parcelo v občini Cirkulane za 14.500 evrov, 900 kvadratnih metrov, ne, zazidljivo, z 500 metrov peš do šole pa do naše vinske kleti. Ne. Tako da, ne, pa zakaj pa če danes lahko mnogi delajo tudi kak del časa v doma, ne, pa se 2krat na teden v Ljubljano pripeljajo, zakaj se pa ne bi preselili v Haloze, ne, v končni fazi. Ni treba, da vsi živimo v centru velikih mest, v končni fazi. Sloveniji dejansko v zadnjih letih je omogočeno, ne, dobro, če so ceste prepustne, ne. Načeloma infrastrukturo imamo zgrajeno, da je Slovenija tako majhna in obvladljiva, ne, da se da živeti tudi kje malo bolj zunaj in tam se še pa da, kaj je najbolj normalnega. Ne. Drugače pa je pač to vezana posoda, nekaj mora seveda država, za nekimi tudi neprofitnimi ukrepi, nekaj s pospeševanjem pridobivanjem dovoljenj, zemljišč in tako naprej. Ne. Še tole bi vas vprašal. Spomnim se začetkov tiste svoje terenske televizijske kariere. NLB je med Slovenci veljala za bankomat politike. Jaz sem tam z mikrofoni lovil marsikaterega od vaših predhodnikov na tej funkciji. Ne. Povejte mi, kako ste vi videli znotraj banke, kako se je otresla s časoma tega slovesa oziroma koliko vas morda dediščina teh procesov še bremeni? Zelo zanimivo. Zadnjič sem srečal enega človeka, ki je podjetnik, sicer Štajerske, pa imajo tudi doma kmetijo, pa rekel, vse ste itak bankomat, ne? To je bilo zdaj, pred 3 meseci. Upravljamo največjo bankomatsko mrežo. Je rekel, ne, bankomat, ne. Ja, pa kaj mi hočeš s tem povedati? Ja, pa ko pokličejo, ne. Kdo? Ja, politiki. Ja, ne, nismo. Nismo, ne. V tistem trenutku dejansko, ko je seveda prišlo do popolnega preloma z zlomom, ne, in potreba po visoki dokapitalizaciji, je seveda se zgodilo, da so bili pripeljani v hiši ljudje, ki so delovali v mednarodnih finančnih institucijah, ne, in so pač delovali po principih presojenega denarnega toka, ki je bil edini kriterij. Ne. In od takrat naprej je to edino in vse zveličavno. Če želite pri nas dobiti posojilo, pač morate verodostojno izkazati, ne, pričakovane denarne tokove, ki so dovolj predvidljivi in v zadostni višini za poplačilo posojil. Ne. Zavarovanja so podpora, ne osnovno merilo pri podeljanju denarja, ne, ker nočemo izterjevati in prodajati nepremičnino, pa nočemo prodajati vrednostne papirje čez 5 let, ker se spomnimo obdobja celovških dvorov, ne, ko stečajni upravitelj leta 2013 ni uspel prodati po 1000 evrov kvadratnega metra. Ne? Čez 5 let isto stanovanje, 5 let starejše, v slabšem stanju, 3500 evrov, 35 kupcev vrsti. Ne? Psihologija množic. Ne? Tako da spremenili so se vsi pogoji. Samo še tole, ne bi o imenih, pa vendarle, imena iz tistega obdobja, tudi znotraj NLB ali pa drugih bank so delovali, ne, so danes še kako prisotni marsikje v slovenskem poslovnem ekosistemu. Vaša ocena? Govorimo o politični ilustraciji, ne, ki je nismo naredili po osamosvojitvi. Bi morali tudi na tem področju biti bolj temeljiti. Mislim, to se je v zasebnem sektorju itak zgodilo, ne. Zdaj, kaj se v javnem sektorju dogaja, niso izziv samo tek. Mislim, tam je pač načeloma korporativno upravljanje večno vprašanje. Ne. A smo dejansko pripravljeni sprejeti dejstvo, da ni primerno vodstvenih delavcev v velikih podjetjih, če tudi so državni lasti, plačevati petkrat nižjimi prejemki, kot so to zasebne dejavnosti. Ne, to je zame Lahovnikov zakon, recimo, ne, je izvorni greh, ker seveda se s tem reducira nabor morebitnih kandidatov, ki so mednarodno konkurenčni, ne, in delujejo zdaj pač v zasebnem sektorju v Sloveniji ali drugje. Ne. To je ena stvar. Druga stvar, jaz bi uvedel enostavno za vsa velika slovenska podjetja, sploh taki na borzi kotirajo, pač ista merila za presojo primernosti in ustreznosti, ne, kot se uporabljajo za banke. Fit and proper test, ki ga naredi Evropska centralna banka, ne, za velike sistemske banke. In ti ne moreš pač voditi velikega sistemsko pomembnega podjetja s kritične infrastrukture, ne, če ne ustrezaš tem kriterijem. Se pravi, da si v bistvu v tej panogi prekaljen, ne, profesionalec. Ne. Mislim, da bi bilo kar nekaj uprav praznih ta hip. Ne vem, se ne opredeljujem, vse cenim jaz mnoge kolege v upravah slovenskih velikih podjetij, tudi če so v javni lasti, ne, ampak s tem se, kot rečeno, ne, zagotovi, ne, da ni dnevnega vpliva politike na vodenje poslov. Ne. In enostavno pač
Ali je to v interesu vsakokratnih oblasti, je pa drugo vprašanje. Ne? Zdaj, NLB ima največjo mrežo poslovalnic po Sloveniji, največjo mrežo bankomatov, pa vendar vsakič završi, posebej v manjših krajih, ko se recimo odločite v kakšnem manjšem kraju zapreti ali bankomat ali poslovalnico. Zdaj, jasno je tukaj denarni tok, ekonomska učinkovitost na eni strani, na drugi strani prej ste omenili recimo cirkulane oziroma da bi se ljudje preselili v Haloze. Tukaj gre sta dva tokova, torej, ki recimo nekdo težko se odločiš, da bi se preselil nekam na podeželje, če potem leto zatem še neke osnovne funkcije v teh krajih enostavno izginjajo, ko pač odide pošta, odide banka, celo bankomat morda. Že, ampak dejansko spremljamo obseg uporabe te infrastrukture. Kako naj ta balans recimo? Glejte, zdaj je bilo veliko, se je pisalo okrog zaprtja ene poslovalnice, pri čemer je res 5 minut vožnje stran, tretja največja poslovalnica NLB državi. 5 minut vožnje stran. Zdaj, zaprli smo recimo poslovalnico na enem bregu Drave in so nam oni z drugega brega Drave, tam po Dravijo rekli, pa mi tja ne bomo hodili, pa je 650 metrov. Mislim, stvari je treba vedno vzeti objektivno. Mi, ko zapremo poslovalnico, vedno pridemo z mobilno poslovalnico in prihajamo z mobilno poslovalnico v dogovorjenih časovnih terminih, tako dolgo, dokler vidimo, da lokalno okolje to potrebuje. Ta mobilna poslovalnica ima tudi integriran bankomat v končni fazi in ima vse funkcionalnosti, lahko se sklenejo vsi posli. Poleg tega pa ponujamo edini v državi 24-urni video klepet preko kontaktnega centra. In tudi kontaktni center lahko sklene katerikoli posel 24 ur na dan, razen s hipoteko zavarovalnega stanovanjskega posojila. Zdaj, ko ste malo opisoval to tipično slovensko folkloro, veljamo za take precej finančno nepismene, konzervativne vlagatelje. Nek stereotip je, da tlačimo denar v štumf, ga zraven še kopičimo na TRR-ju, da izgublja vrednost. Po drugi strani pa gremo pri investicijah pogosto tudi all-in. Se pravi, direktno iz ene skrajnosti v kriptovalute. Čemu pripisujete to? Podjetnosti naši. Slovenski športniki so ambiciozni, imajo olimpijsko ambicijo, tudi potem mnogi drugi so podjetni do te mere. Res je, smo izrazito konzervativni, delež uporabe gotovine tudi o tem govori. Na eni strani smo tudi malo južnoevropejci, da ne porabim kakega drugega izraza, izigravamo sistem kot nacionalni šport, izigravamo sistem, ne bomo mi prikazovali davščin, pa bomo malo gotovin, zadnjič mi kolegica rekla, malo gotovince mora biti, sem rekel, ja, v redu, prav, malo gotovince mora biti, ampak to seveda zmanjšuje davčni zajem, Zato mi je bil malo neposrečen morda ukrep zapisa pravice do uporabe gotovine v ustavo. Če bi že kaj takega zapisovali, bi jaz pričakoval, da ne zapišemo v ustavo, da morajo vsa prodajna mesta sprejemati vsa razpoložljiva plačilna sredstva. Ker še posebej, če digitalni evro prihaja, če želimo spodbujati premik iz gotovinskega v elektronsko plačevanje, potem bi si to na način logično. V deželi, ki ima drugi najvišji delež pri uporabi gotovine, stimulirati uporabo gotovine, je vprašanje, če je smiselno. Tak zapis se mi zdi tako uporaben za kakšen dokazni postopek pred Fursom. Malo gotovince mora biti. Zdaj, še eno stvar, če se malo premaknemo še na eno področje. Drži, da ste premijer Roberta Goloba nekoliko bolje spoznali, ko je zapiral račun na NLB-ju pred volitvami 2022? Ne, od teh stvari se jaz ne predeljujem. Pa jaz bom vseeno poskusil. Govori se, to je neka anekdota, ki kroži od začetka mandata, da je zavrnil podpis standardnega PEP obrazca o politični izpostavljenosti oseb, ki velja za nek higienski minimum. To v banki, po domače povedano, kdor ne ve, podpišeš, da banki olajšaš proces nadzora nad morebitnim pranjem denarja. Drži to, ne drži? Ne vem, kot kroži te govorice, ampak jaz seveda se do ravnanja naših strank in seveda odnosov naših strank kot bančnik ne opredeljujem. Okay. Dobro, občutek je, da se marsikdo boji, da bi se podali v politiko. Se pravi, ni nobene podlage za ta strah. Jaz bom izkoristil ta privilegij, poznam dolga leta vašo soprogo, bila sva sodelavca na eni komercialni televiziji, vem, kako strastno je proti vašemu angažmaju. Je to edina varovalka ali tudi vaš osebni premislek? 36 let take strasti, je pomemben dejavnik, absolutno. No, sicer pa gledajte, zakaj bi nekdo, ki je uspešen oziroma mednarodno konkurenčen, si privoščil, da se spusti v tako kloako javnega diskreditiranja, diskvalificiranja za te prejemke, ki jih mi tem politikom privoščimo. To bi lahko bilo za ljudi, ki razmišljajo sorazmerno, uravnoteženo, približno, ki so v končni fazi, jaz
upam, da imam uravnotežen vrednostni sistem. Moja mama je bila socialna delavka s terenom Haloze, najrevnejšo regijo v državi, vem, kaj so stiske. Oče je bil pa karierni menedžer, tako da načeloma imam oba pola, ne, in skušam uravnoteženo ravnati v svojem življenju. Dokler je ta nek sredinski diskurs v politiki nesprejemljiv in se gremo vaši naši, tako dolgo takih ljudi v politiki ne bo. Ker skušamo delovati v interesu bodočnosti naših otrok, ne pa v interesu vojne pred 80 leti, ki pač nič ne bo razrešila. No, ravno ta balans, ki ga omenjate, ste bankir, pa na drugi strani kmet, in vinar, kako gre to dvoje skupaj? Ja, se mašin in yang vedno, protipol mora obstajati. Moraš biti uravnotežen. To, kar ti na eni strani daje pač posel, na drugi strani, oziroma neke položaje in pozicije, te na drugi strani prizemlji povsem. Pa imaš zmrzal, pa imaš 2 toči, pa je treba fizično nekaj odgarati. To je pa stik z realnostjo. Pač treba je trdo delati, razmišljati v družbi, kjer imamo demografski izziv takšen, kot imamo, da bomo delali manj, da bomo upokojence spodbujali, da se pri 58 pasivizirajo, namesto da bi dovolili jim pri 67 polno dela, če to želijo. To so stvari, ki so družbeno pojavno nemogoče. Enostavno so fizikalno nemogoče. Zdaj lahko mi to o tem sanjamo, živa bitja smo ustvarjena zato, da se vsak dan borimo za obstanek. To je logika živega bitja. In zdaj mi pa želimo več kot polovico svojega življenja biti pasivni praktično. To ne gre, enostavno je nevzdržno. Razen, če seveda bi imeli dovolj mladih, ki bi potem spodbujali to sistem. Bismarckova reforma je bila narejena, ko je bila poprečna starost 55 let, doba doživetja 55 let, zdaj pa 80. Takrat je bilo 4-5 zaposlenih na enega upokojenega, zdaj pa 1:1,5. In to enostavno ni vzdržen sistem. Število žensk v rodni dobi se je zmanjšalo v zadnjih 20 letih za 18%. Se pravi, da bi zdaj za ohranjanje zgolj populacije in teh medgeneracijskih razmerij dejansko morali imeti že po 3 otroke na družino, ne več niti 2,14, kot je nekoč veljalo za enostavno reprodukcijo. In če tega nimamo, to zapiramo seveda s priseljevanjem, kar pa pomeni drugačne pritiske. Zdaj, kolikor vem, je prvi operativec na tem vinarskem področju brat, hčerka tudi, ki je to študirala, sodeluje. Pred politiki ste zadnjič rekli, če bi se še enkrat odločil, ali investirati v Sloveniji, se ne bi odločil. To ste najbrž resno mislili. Ne, jaz sem to izrazil kot skrb, zato ker seveda smo recimo tisti, ki imamo prejemke nad 2-kratnikov povprečne plače, bili kar naenkrat soočeni pod radarjem, brez da bi se o tem kakorkoli razpravljalo na kakremkoli ekonomsko-socialnem svetu oziroma v javnosti, z dejstvom, da so pa bolniška nadomestila zdaj pa omejena na ta 1,5-kratnik 80% povprečne plače. Zdaj pa si predstavljate, vi imate neke višje prejemke. Zato, ker imate višje prejemke in računate, če zbolite, da boste deležni 80% nadomestila. In vi ste zboleli, da? Seveda, jaz sem pač nisem rak prostate, to danes ni nekaj hudo nevarnega, je bila pač srednja invazivna oblika, ampak sem šel na odstranitev in to. Ampak, ko enkrat to imaš, se nikoli ne veš, če se ponovi kak zasevek kjerkoli in potrebuješ recimo 6-mesečno terapijo, kemoterapijo, ne vem, karkoli že, radiacijo. In zdaj ti greš na bolniško odsotnost in kar naenkrat imaš seveda neke obveznosti, ker si jih prevzel, zato ker si seveda imel višje prejemke. In zdaj v mojem konkretnem primeru to pomeni, da je družina vse v premoženje 3 generacij recimo vložila v to vinsko posestvo, in zdaj seveda tudi obveznosti so tam, določena posojila, midva sta prav šla prodala hišo in so v najemu zdaj, moram najemnino plačati. In samo najemnina in strošek tega posojila presega recimo strošek bolniškega nadomestila, če bi zdaj zbolel. Zato si tega ne bi nikoli privoščil, če bi vedel, da lahko če zbolim, ne bom sposoben financirati tega. Omenjate to izkušnjo bolezni. Ker prispevki, ki jih pa plačujete, ko niste bolni, pa niso omejeni. Tudi pokojninski ne. Omenil sem prej, da je iz moje plače NLB plačala do danes od mojega prvega dne zaposlitve 5 milijonov evrov dohodnine in prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Moja pokojnina bo omejena na koliko? Na 3000 evrov, če zbolim 2800 evrov. Pa nobenega izrednega dodatka. To so razmerno, se to je vprašanje, ali je 68% obdavčitev prejemkov sorazmerna. Ni, na Balkanu obstaja izrek, pola pijem, pola šarcu dajem. Se pravi, če bi to bilo skoraj dobesedno Marjanu. Če bi bilo pol ajde, ko pa ti šarcu daš 32%, pa šarec pobegne na drugo kmetijo, ker lačen. Omenjate izkušnjo bolezni, na kakšen način vas je to kaj spremenilo?
Ja, morda na način, da mi je še bolj vseeno v tem smislu za neke posledice, ne? Ker se zaveš minljivosti takrat, ne? Mislim, ni bilo to zdaj smrtno nevarno, bilo pravočasno in se stavljam, ampak začneš o tem razmišljati. In se veš, ok, ne, to sem šel skozi 50 let, sem bil star, prva polovica prvega stoletja za malo, ne? Dvakrat sem dedi, ne sprejemam več neumnosti. Ni mi treba. Ne? Ni mi treba več sprejemati neumnosti. Ne? Zato sem rekel tudi kolegom banki, to so verjetno moja zadnja leta izvršne kariere, ne? Zdaj pa zares. Ne? Olimpijska ambicija, no bullshit, pa strast. Dajmo skupaj, to zadnje obdobje izkoristiti ta način. Kaj bo vrhunec, recimo, oziroma kaj vam je ta ambicija, da pustite za sabo v NLB-ju kot zaključek tega vrhunca? Prej sem delo nakazoval, vse odvisnosti tega, seveda, ali bo nadzorni svet imel še zaupanje v moje delo. Ne? Jaz imam pogodbo, ki je lahko hitro razdrta. Tudi moje razumevanje je tako, da sem pač agent, ne? In se zavedam tega, da sem minljiv, ne? Absolutno. Če bi recimo se pogovarjali o nekem prihajajočem obdobju, ne, se mi zdi, da ta hiša v nekih normalnih okoliščinah, če ne bo velikih pretresov, recesij, ne, nekih čudnih premikov v obrestnih okoljih, lahko dejansko doseže 100 milijard evrov bilančne vsote, kar bi bila velika banka v tem evropskem merilu, to je današnjih 130-140% bruto družbenega proizvoda, ne, Slovenije, in doseže neke ravni dobičkonosnosti 1,5 milijarde, ne. In je potem vredna 15 milijard na trgu, ne, kar pomeni, da bi samo delež Republike Slovenije bil vreden nekajkrat več, kot je bila podeljena državna Pred koncem ena usporednica s politiko. Pogosto rečemo, da je problem na levi in na desni strani tudi neka vzgoja naslednikov ali pa odsotnost tega. Ste se v tem času vi recimo ukvarjali znotraj banke s tem, ali to recimo v celoti prepuščate lastnikom, ko bo vaš mandat zaključen? Jasno idejo, koga bi predlagal. In imam več kandidatov. Domnevam pa, da danes to ni tema pogovora. Danes ni tema pogovora, banka pa verjemite je v odličnih rokah in če se meni kaj zgodi, bo odlično vodena naprej. Morda za konec ena misel, ki ste jo tudi vi izrekli. Nekdo, ki danes jamra, da ima nizko plačo, naj gre v vseživljenjsko učenje. Zunaj je množica delodajalcev, ki so za svoje zaposlene pripravljeni plačati bistveno več, biti v pasivni poziciji in se pretvarjati, da si žrtev sistema. Kot je gospod z mastenjem burekov ponazoril, je populizem. Žrtev sistema je tisti, ki zase nič ne naredi, tisti, ki misli, da mora država poskrbeti zanj. Kak komentar? Ja, to je zdaj spet iz širšega pogovora. Ne? Prej sem govoril o tem, da smo ustvarjeni za to, da se življenje brcamo, ne da se uležemo, ne? Poskusi s podganami, s dopaminom, ne? Nehajo se razmnoževati, ne? Se udebljajo in praktično izumrejo. In enako velja tukaj. Ne. Vse življenjsko učenje je nuja. Ne. Govoriti, jaz sem na istem delovnem mestu 20 let in sem na minimalni plači, ne. S vsem sočutjem in solidarnostjo, ne. Kaj ste pa naredili v svojem prostem času, ne, zato, da ste pridobili nova znanja in izkušnje, ne, oziroma ste pripravljeni stopiti iz neke cone sedanjega aranžmaja toliko časa ob teh dnevih, tako naprej. Ne. Vi v Ljubljanici danes ne dobite natakarja, vi ne dobite mesarja, vi ne dobite te obrtniških del praktično, ne, ki so zelo dobro plačena, zelo dobro plačena. Ne. In zdaj izhajate z tega, jaz imam minimalca, ne, in moram, ne vem, čistiti stranišča, je v redu, ne. Obstaja danes možnost se izobraževati, ki je bistveno cenejša in dostopnejša kot kadarkoli v zgodovini. Včasih si moral zato, da si lahko tudi bolj strokovna delovna mesta skozi fakultetno izobraževanje. Danes niti to ni več potrebno. Danes je vso znanje tega planeta 3 dotike ekrana na mobilnem telefonu stran. Nekdo, ki je poprečno marljiv in učljiv in ve, kaj bi rad in vloži veliko energije v tej smeri, lahko danes postane v 2 letih strokovnjak na katerem koli področju. Predstavljate si vi institucionalno izobraževanje, recimo fakultetno. Imate predavanje, naslednje predavanje, pri tem predmetu imate čez 2 tedna ali pa ne, naslednji teden. Ne. Moj sin se je začel pri 10 letih in rekel, jaz bi igral električno kitaro, mu kupim neko otroško električno kitaro in gremo na dopust, tisti par dni in mu pošlje, ker je hodil na ure k enemu dobremu rock kitaristu, pa mu pošlje, pošlji mi, kaj igraš, da te za nastop evidentiramo. In mu pošlje sin 54 rock and roll riffov. Isto gledam se, kaj lažeš. In reče, naključno, 4 sem naključno zbral in odigral. Po 6 mesecih pri 10 letih. YouTube, tutorials, tebi, ne rabiš not. Ne? Hočem reči, da danes so bližnjice, ki jih omogoča dostopnost tega znanja, ne? Zdaj pa sploh z umetno inteligenco. Da lahko nekdo iz socialno šibkega okolja, ki pa ima porihtano glavo v tem smislu, da ve, kaj bi v življenju rad dosegel, ne? In je poprečno marljiv in učljiv, ne?
Predstavljate si, da v 7 dneh, mali je 4 ure na dan, ne, Brenko, ne. 4 ure na dan. Zdaj, če si vi imate predavanje 45 minut, pa naslednji teden drugo predavanje 45 minut, on je do takrat naredil semester. Realno, ne. Je tukaj koncept ta minimalne plače, s katerim se hvali vlada. Ne? Češ, prvič v zgodovini smo minimalno plačo dvignili na raven življenjskih stroškov, ne? Da je sploh koncept minimalne plače kot nekega vstopnega pač na trg dela, da potem ti napreduješ nekam više, da sploh ni morda smiselno, da je minimalna plača tako visoka. Ne? Do neke mere ravno to, o čemer ste govorili, minimalna plača kot sredstvo pasivizacije. Ne. Pasivizacija. Na eni strani večji izziv jaz vidim v tem, da so prejemki v javnem sektoru 30% višji kot v zasebnem in da je se manko zaposlovanja v realnem, kar pa se pravi zmanjšanje vsega zaposlitve v realnem sektoru v zadnjih 2 letih za 7.000 približno nadomestil zaposlovanja v javnem. Tu je moralni hazard prisoten v veliki meri, da ljudje potem ne želijo sploh delati tržnih dejavnosti, ob večji negotovosti, ki je na trgu seveda prisotna, delovna mesta so manj varna, pa še nižje so plačana. Ne, to nikoli v zgodovini običajno ni bilo tako. Ne. Vedno so bila bolj stabilna, varnejša delovna mesta v javnem sektorju, pač nižje plačana, zato ker so bila varnejša in stabilnejša. Zdaj pa imamo te škarje, da jih je celo več teh delovnih mest kot v tržnih dejavnostih, ne. Kar je velik izziv, kar je dejansko strukturno velik izziv. Ne. Pri koncu smo tudi ta najin podcast je nastal iz želje, o kateri ste govorili prej, da ne glede na različna prepričanja ljudje tule izstopijo iz cone obdobja, da jih kakšno mnenje izzove, po potrebi tudi razjezi. Danes nismo se nič jezili. Tako, hvala lepa, gospod Blaž Brodnjak, za to sodelovanje. V čast nam je, no, da smo lahko to debato tukaj opravili in srečno. Ne? Hvala lepa, enako. In vam, spoštovani gledalci in gledalke, hvala za zaupanje in hvala za vas odziv na družbenih omrežjih in na platformi YouTube, pa seveda tudi preko portala zanima.me. Zahvaljujemo se vam tudi za izsledke ankete, ki smo jo opravili v zvezi z najinim podcastom. Ja, odprta bo še kak dan, tako da tisti, ki morda še odlašate s tem, da jo rešite, pohitite, da nam poveste svoje mnenje. Želimo si biti boljši in v tem kontekstu napredovati, tako da jo najdete tudi v opisu tega videa. Nasvidenje do petka. Vse dobro.